Boštjan, pozdravljen. Živijo. Z napadi v Parizu je Islamska država znova krvavo opozorila nase. Zakaj se mednarodna skupnost oziroma koalicija voljnih doslej ni odločno odzvala na to grožnjo? Komu je v bistvu to stanje ustrezalo? Islamska država ves čas lahko opozarja nase. Ne opozarja nase pa iz preprostega razloga, zato ker lahko, točno to, kar govoriš. Ne. Že kakšno leto in pol, mogoče so 2 leti, lahko spremljamo praktično neustavljen, nikakor pa ne nezaustavljiv pohod Islamske države. Ne. Od junija lani, recimo, ko je konvoj terenskih vozil iz Sirije preko že davno padle sirsko-iraške meje z vojaki in borci Islamske države prišel v Mosul in brez odpora iraške vladne vojske zasedel drugo največje iraško mesto, spremljamo praktično le širitev te nekoč milice, kasneje vojske, zdaj praktično že korporacije, ki na velikem področju, na katerem že več kot 8 milijonov ljudi že deluje kot država, s svojimi davki, svojim bančnim sistemom, svojim vzporednim zdravstvenim in šolskim sistemom, z velikim naftnim poslom, ki ga vodi, kljub temu, da bo ta po dolgem času danes vendarle napaden s strani ameriških lovcev. In tako naprej, a ne, in seveda je legitimno vprašanje, kako je to mogoče. Mogoče je zato, kot sem že rekel, ker je Islamska država dejansko prva milica, ki je postala tudi korporacija. Na nek način se je dal Islamsko državo, bi si celo upam trditi, najeti, a ne. Ne v neposrednem smislu renta miliša, ampak v smislu, da ustreza interesom številnih zunanjih akterjev, ključnih akterjev, tako v sirski vojni, na nek način v iraškem konfliktu, pa v bistvu v celotnem regionalnem kontekstu Bližnjega vzhoda, vedno bolj pa tudi širje, najprej v kontekstu bližnjevzhodne hladne vojne in zdaj v kontekstu nove globalne hladne vojne, ki smo ji priča. In treba je vedeti, da je Islamska država seveda na prvem mestu posledica, ne vzrok, ki nastala je po propadu iraške države, po ameriški okupaciji, sledeči državljanski vojni in razkosanju starega Iraka. Razpasla se je na novo iz prejšnjih sunitskih skrajnih milic na vrhuncu sirske državljanske vojne, ki je postala državljanska vojna, zasedla prostor starega upora, popolnoma uničila ostanke prvih, ko bi rekel, pravih uporniških milic, posilila, diskreditirala upor in v bistvu zavladala v velikem delu severovzhodne Sirije. In pomagala s pomočjo svojih številnih zunanjih, narekovajev, recimo temu sodelavcev in pokroviteljev, zbrisati sirsko-iraško mejo. To je bil ključen moment, v katerem je lahko zavladala velik del področja, ustvarjala kaos, ki je imel za mnoge tako finančne kot politične kot strateške pozitivne učinke. Bila je in še vedno je ključen igralec tako imenovane bližnjevzhodne hladne vojne na strani, upam si trditi, Savdske Arabije in njenih največjih strateških prijateljev. Ni posebej potreba izgubljati besed, kdo to je. Se pa stvari za Islamsko državo začelo v zadnjih mesecih zapletati. Prvi pravi vojaški poraz je ta milica doživela dejansko v Kobaniju lansko leto oziroma na začetku tega leta. Pa še to z pomočjo močne medijske kampanje zunaj Sirije in Turčije, ki je vendarle pahnila to koalicijo voljnih 2.0, da se je vendarle malce bolj intenzivno lotila ob večkratnem skorajda blefiranju bombardiranja, ne dejanskemu bombardiranju resnih ciljev Islamske države. Islamsko državo zelo hitro se je pokazalo v Kobaniju. Kobanij je ful pomemben primer, kako se je mogoče neposredno spopadati z Islamsko državo. Z bombami, z intenzivnim bombardiranjem iz zraka in z močno motivirano silo na tleh, s močnimi pehotnimi enotami, kar Kurdi, JPG in tudi kasneje pešmerge in še kakšne druge enote, tudi ostanki sirske svobodne vojske, ki so se jim pridružili, so bili temu zelo učinkoviti. Stvari so se potem razvijale naprej in praktično, to je treba priznati, do vstopa Rusije, neposrednega vstopa Rusije v sirsko vojno z vojaškim letalstvom in tudi čem drugim, Rusija je bila seveda prisotna že prej zelo intenzivno na strani režima predsednika Bašarja al-Asada, je koalicija v bistvu zelo mlačno, zelo mlahavo
na nek način negotovo upravljala vlogo nekoga, ki se bojuje proti Islamski državi. A ne. Popolnoma je omogočala cvetenje naftnega posla tudi do $2 milijonov, v vrednosti do $2 milijonov na dan, na leto pa okoli gor dol okoli $500 milijonov. A ne. To je ključen vir financiranja Islamske države. Tega se do pred nekaj dnevi praktično nihče ni zares dotaknil. A ne. In to je bilo jasno sporočilo Islamski državi, kako in kaj lahko deluje. Ne. Islamska država je nafto, tako bencin kot dizel prodajala vladnim silam, ostalim uporniškim skupinam, v Turčijo, številnim preko posrednikov tudi številnim državam po Bližnjem vzhodu. A ne. In bila v tem pač delovala na nivoju resne korporacije. Ne smemo pozabiti tudi, da je Islamska država prišla kot naročena tudi sirskemu režimu, ki je s tem dobil tisto, kar je iskal, dokončno demonizacijo upora in prevago mednarodne podpore na lastno stran, na stran, ki je zelo kriva za prelivanje krvi v Siriji. Minimalno so kriva za številne zločine, ki smo jim bili priča v zadnjih 4 letih in pol. Islamska država je v imenu Bašarja al-Asada poskrbela za izbris zgodovinskega spomina. A ne? In se zdi, kot da je bila Sirija pred tem tako rekoč svobodna država, nasprotno, bila je policijska brutalna država, kjer turisti in popotniki seveda tega niso opazili, in številni tudi komentatorji, a ne, pod tlemi pa so bile skrite številni zapori, ljudje so umirali, izginjali v tisočih. Islamska država je odgovarjala, kot rečeno, Saudski Arabiji, Katarju, odgovarjala je na nek način Turčiji, to je zelo pomembno. Turčija je imela in ima še vedno, po moje, ključ do rešitve vprašanja IS v svojih rokah. Turčija je poskrbela za to, da je s pomočjo Islamsko državo na kak način probala izkoristiti v svojem večnem boju proti Kurdom. Ne na svojem terenu, pač pa v severu Sirije, kjer so Kurdi se začeli med sabo intenzivno povezovati. Prvič v zgodovini so na nek način povezali vse 3 svoje province. In potem, ko so junija osvobodili mesto Tal Abyad, ki je bil v rokah Islamske države, so se začeli spuščati proti Raki, prestolnici samooklicanega kalifata. Takrat se je v Turčiji sprožila serija samomorilskih napadov, od Suruča in kasneje do Ankare. In to je tudi močno vplivalo na rezultate nedavnih turških parlamentarnih volitev. Skratka, govoril sem zelo dolgo, naštel nisem niti enega, ki mu je Islamska država dejanski nasprotnik. Še več, mislim, da tudi Rusiji, ki je vstopila v vojno, Islamska država ne prihaja nasproti kot nasprotnik, ampak kot odličen alibi in hkrati dober klic k vojni, kot odličen alibi za vstop v novo geostrateško razdelitev sveta, kot rečeno, dejansko fizičen vstop v vojno in kot pokazatelj, poglejte, vemo, da tam niste naredili nič, mi pa zmoremo. In to Rusija do tega trenutka težko reči, da dela slabo. Ne? Dobro, ampak zdaj si pač omenil vse, ki jim Islamska država na nek način koristi. Treba je poudariti, da to dejansko niso zavezniki in nikoli ne bodo. Ne? Kaj bo se zgodilo, ko bo prišlo do odkritega spopada, recimo? Odkritega spopada med kom? Pač med njimi samimi. Med kom? Islamsko državo in vsemi ostalimi, ne vem, ruskimi vojaškimi silami ali pa Kurdi znova. Treba je predvidevati, da bo prišlo do nekega pehotnega spopada, da bodo pehotne sile, recimo ruske, ameriške posebne enote, Britanci, recimo seveda tudi Francozi, ne vem, s tujsko legijo, šli na sirska tla in tudi seveda na iraške tla, ne smemo pozabiti tukaj tudi na Irak, in se dejansko spopadli z Islamsko državo. Do zdaj te pripravljenosti ni bilo videti nikjer in po mojem mnenju je to seveda možno, ne, ampak mislim, da bodo prav vsi zunanji igralci še vedno vztrajali na temu, da na tako imenovanih proxy wars, na proxy armies, da bodo iskali svoje sodelavce na terenu in jih probali izkoriščati za lastne interese. Tako od prvega dneva sirske vojne naprej in mislim, da bo tako še naprej. To ni najbolj učinkovit recept. Izkazalo se je tako, kot nekdo, ki, ne vem, 20 let intenzivno spremlja vse konflikte po svetu, sem prepričan, da je
primer Kobani in konec koncev tudi prejšnji teden osvoboditev gore Sinjar in jezidskega ljudstva, ne, strani Kurdov in koalicije. In edini pravi recept za boj proti islamski državi je s prisotnostjo na tleh. Ampak to je dvorezen meč, to lahko sproži popolnoma, bojim se, da predvidljive posledice. Spomnimo se, kaj pomeni tuja vojaška prisotnost na iraških tleh. To bi bilo mogoče izključno in samo pod okriljem popolnega sodelovanja vseh ključnih dejavnikov, vseh ključnih sil, s skupnim motivom in seveda z resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov. To zveni preprosto, to zveni logično. Ob dogodkih nedavnih v Parizu, ob dogodkih v Bejrutu, ob dogodkih tudi kje drugje, zveni celo nujno, zveni logično. V realpolitičnem, geostrateškem kontekstu pa to seveda ni tako preprosto, a ne. Ne predstavljam si ravno, da bi ameriški, ruski, kitajski ambasadorji v Združenih narodih rekli, okej, strinjamo se, a ne, gremo z ground troops, s pehoto v del Sirije in del Iraka in gremo v neposredno vojno z Islamsko državo. Če bi obstajala ta volja politična, kakršnakoli, bi se to zgodilo že davno, ne. Zdaj pa smo že skoraj pri koncu 5. leta sirske vojne, smo pri skoraj 300.000 mrtvih, pri kolonah beguncev, pri razpadlem Bližnjem vzhodu, pri Bližnjem vzhodu, ki nikoli več ne bo tak, kot se je zdel. Zato je mogoče v zelo bližnji prihodnosti, recimo temu, če malce špekuliram, v nekaj mesecih pričakovati ne dunajsko, pač pa malce drugačno konferenco v Siriji, ne le v Siriji, verjetno tudi v Iraku, kateri bo prišlo do neke vrste delitve, oklepajo kraje zemlje, 2.0 in bomo dobili končno nov zemljevid Bližnjega vzhoda. Eden ključnih igralcev, da bo do tega novega zemljevida morda prišlo, je pa že do zdaj bila Islamska država. Torej, ponavljam, Islamska država je vrhunski podizvajalec številnih interesov, ob svojih oglaševalskih, marketinških sposobnostih ekstremno moderna organizacija. S svojim zlom pa osvobojena vesti in morda tudi to je prekletstvo reči, jaz si upam na glas, na evolucijski lestvici človeštva korak naprej. Brez vesti, brez morale, brez sramu. Čisto zlo. Torej misliš, da nedavni dogodki v Parizu pač niso točka preloma bližnjevzhodnega konflikta? Točka preloma je dobesedno točka preloma, a ne. Dogodki v Parizu bodo, bojim se, veliko bolj prizadeli nas in življenje v Evropi, kot neposredno vojaško ogrozili Islamsko državo. Ni videti in ni čutiti zaenkrat v teh 3-4 dneh, da bi se ključni igralci bližnjevzhodne krize in seveda tudi globalne politike intenzivno pogovarjali med sabo in iskali rešitev, a ne. Zdi se, da še vedno vsak počne stvari po svoje, ne. Tako od bombardiranja kot, ne vem, kot smo prej govorila, naftnih pol oziroma tovornjakov, ki na črno prodajajo nafto, do strateških ciljev v Raki in drugod v vzhodni Siriji in tudi severnem Iraku, a ne. Zaenkrat te volje ni videti, a ne. Če bi bila to točka preloma, bi bilo to veliko presenečenje. Hvala za pojasnila. Hvala tebi.